Invalidi predstavljajo kar 15% svetovne populacije, kar je več kot milijarda ljudi. Kljub temu se še vedno soočajo z diskriminacijo in socialno izključenostjo. 3. december je bil za Mednarodni dan invalidov prvič razglašen leta 1992 z resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov, da bi tako opozorili na težave in izzive, s katerimi se soočajo ljudje z različnimi oviranostmi. Mednarodni dan invalidov je priložnost, da opozorimo širšo javnost na invalide. Mi smo kar velik del te družbe, okrog 12% prebivalstva ima takšno in drugačno obliko invalidnosti. Smo zelo velika družbena skupina, zelo heterogena družbena skupina, žal pa tudi družbena skupina, ki je še vedno podvržena diskriminaciji, neenakim možnostim sodelovanja na različnih področjih življenja in posledično smo tudi bolj pogosto socialno izključeni, v slabšem ekonomskem položaju kot siceršnji ostali del prebivalstva. Želimo opozoriti na naše pravice, želimo opozoriti na to, kaj še potrebujemo, da bi lahko enakopravno sodelovali v družbi. Želimo povedati tudi to, da smo invalidi kot velika družbena skupina tisti, ki prav tako prispevamo k razvoju naše družbe. Obeležitev Dneva invalidov v Sloveniji je potekala v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kjer je prisotne nagovorila tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar. Velik uspeh je bil tudi vpis slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo leta 2021. Vendar je tole prvi korak, zato kot mnogi drugi pred mano ponovno pozivam vlado, da čimprej pripravi podzakonske akte in ustavno varovano pravico spremeni iz mrtve črke na papirju v aktivno pravico. Na mestu so tudi opozorila Sveta za invalide Republike Slovenije, ki ponovno opozarja na dejstvo, da je v naši državi kar 3000 polnoletnim državljanom odvzeta volilna pravica zaradi invalidnosti. Letos so teme usmerjene v pravice invalidov do dostopnih volitev, izzive usposabljanja in zaposlovanja ter dostopnost. Ključnega pomena je dostop do informacij v procesu volitev ter predvsem možnost voliti in biti izvoljen. Danes sem izpostavila predvsem to, da je še veliko stavb v Sloveniji, ki nimajo dvigal, to pomeni večjo odrezanost invalidov od življenja zunaj stanovanj. Tudi vsi centri za socialno delo še nimajo klančin za invalide. Poudarila sem, da je izjemno pomembno, da nadziramo izvajanje zakona o osebni asistenci. Izjemno vesela pa sem, da v Državnem zboru že poteka postopek za spremembo volilne zakonodaje, ki bo omogočila tudi invalidnim osebam, ki jim je bila odvzeta sicer poslovna sposobnost, da nazaj dobijo volilno pravico. Vsem invalidkam in invalidom v Sloveniji 12 do 13% vas je, pa bi rada čestitala še vse lepo in dobro v prihajajočih božičnih in novoletnih praznikih. Srečno! Ljudem z oviranostmi je lepe praznike in uspešno pot naprej zaželela tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Želela bi si, da bi svet postal tak, da se invalidi ne bi počutili izključene, ampak da bi vse tiste ovire, ki jih morajo žal premagovati v življenju, dosti večje ovire kot pa ljudje, ki nimajo teh težav, da bi te ovire bile čim bolj odstranjene in da bi v bistvu pravzaprav bili popolnoma vključujoča družba in se sploh ne bi več delili na ene in druge. Seveda so pomembni takšni dnevi, zato da se spomnimo, kaj vse moramo kot družba še narediti, da invalide popolnoma enakopravno vključimo v družbo. Slovenija na tem področju naredila veliko, ne samo, da je že pred leti ratificirala konvencijo o pravicah invalidov, tudi kar precej zakonov je sprejela, ki olajšujejo življenje invalidom in jih vključujejo v družbo, ampak imamo še precej za postoriti. Predsednica Državnega zbora je priznala, da se tudi sama spopada z naglušnostjo.
A veste, se zelo dobro zavedam tudi, kaj pomeni imeti neko oviro v življenju, namreč tudi jaz imam mamo, ki je zelo naglušna in mislim, da grem kar po njeni poti, včasih že precej slabo slišim. Pa moram reči, da včasih to niti ni tako slabo. Če poslušam kakšne razprave v parlamentu, je morda bolje, da ne slišim preveč. Ampak kakorkoli, šalo na stran, mislim, da glede na to, da smo dolgoživa družba, da se bomo vsi slej ko prej srečali s kakšno tako težavo, pač neko fizično težavo, telesno okvaro, ki nam bo pač nekako delala težave v življenju. 3. december je tudi priložnost, da se poleg težav, s katerimi se soočajo invalidi, zavemo tudi koristi, ki jih ljudje z različnimi oviranostmi prinašajo na vseh področjih političnega, družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja. Hey, I got a confession. Been losing all momentum.